Že tretje leto zapored po različnih krajih po Sloveniji potekajo rokodelski tabori, ki so namenjeni mladim. V Slovenski Bistrici je tabor znova pripravil Center domače in umetnostne obrti. 10 udeležencev se je od 23. do 25. julija seznanilo z možnostmi izražanja in raziskovanja na področju keramike in lončarstva. Letos res že tretjič izvajamo rokodelski tabor na temo tradicionalnega lončarstva in sodobne keramike tukaj v Slovenski Bistrici. To je eden od 9 rokodelskih taborov, ki se letos odvijajo po različnih krajih po Sloveniji in jih v bistvu izvajamo člani konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Veseli smo, da vsebine letošnjega rokodelskega tabora tudi tokrat sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in da lahko na ta način mladim približamo rokodelske vsebine, spretnosti, veščine in jim pokažemo, kako pomembno je, da ta znanja tudi ohranimo. V bistvu smo si zastavili na ta način, da pokažemo celoten proces nastanka izdelkov iz gline, se pravi od same zasnove, ideje, skice, pa potem izdelave, dodelave, tudi sušenja in pa žganja. V bistvu mladi so med tem, se pravi ob tem, da so se družili tukaj in ustvarjali v centru, spoznavali tudi Slovensko Bistrico, v bistvu so si ogledali skulpture v Slovenski Bistrici, ki so, se pravi tole skulpturo Sozvočje časa, ki je nastala lani, in pa tudi v bistvu se družili. V joga centru so jim pripravili tudi vadbo joge za mlade. Včeraj smo pa pripravili tudi en tak tradicionalen način žganja keramike v žagovinasti peki. In v bistvu danes se že vsi veselijo, da pogledajo, kaj je nastalo. Izdelki, ki so jih pripravili prvi dan, bodo danes že prišli iz te peči in vsi smo že nestrpni, da vidimo. Zdaj pomagam moji prijateljici s centriranjem, drugače pa jaz zdaj želim narediti šalčko. Zakaj si se pa pravzaprav odločila, da prideš na ta tabor? Zakaj sem se odločila? Zato, ker me je vedno zanimalo lončarstvo in mi je bilo ful cool delati na vreteno in zato sem se odločila. Jaz sem zdaj probala narediti en tak kilih, sam je malo tako spodletel. V bistvu jaz sem se odločila, da pridem sem, zato ker pač imam tukaj ful frendov, pa to smo se že prej spoznali, pa zato, ker me je pač vedno tako glina zanimala, že tako, ko sem bila mlajša pa to.